Najlepša hvala. Hvala za dovoljenje oziroma priložnost, da predstavim naše skupno delo. Moje ime je Ester Hitis, prihajam iz Inštituta Jožef Štefan in skupaj s kolegico Nino Kacjan-Maršič bova predstavili rezultate v okviru ARIS projekta Aptek, kjer preučujemo vpliv onesnaževal, ki vzbujajo zaskrbljenost na varnost in kvaliteto vrtnin, namakanih s prečiščeno odpadno vodo. V luči krožnega gospodarstva in podnebnih sprememb postaja vse bolj oprijemljiva možnost ponovne uporabe prečiščene odpadne vode kot nekonvencionalen vir. Konvencionalne čistilne naprave pa večinoma niso v bistvu dizajnirane za odstranitev mikroonesnažil, kot so recimo ostanki zdravilnih učinkovin in recimo industrijskih kemikalij. Zato zapuščajo izčistilno napravo z iztoki ostanki teh organskih in anorganskih mikroonesnažil ter vstopajo v okolje. Na osnovi pregleda literature in teh dejstev smo postavili sledečo hipotezo, ki jo poskušamo v naši študiji ovreči ali pa potrditi. In sicer, v primeru prečiščene odpadne vode kot nekonvencionalen vir vode za uporabo v kmetijstvu pride do privzema in translokacije organskih in anorganskih onesnažil v plodovih in rastlinah, kar vpliva na kvaliteto plodov. V ta namen smo si zastavili sledečo raziskavo. Smo v hidroponu in v lizimetrih preučevali rast modelne rastline paradižnika pod različnimi pogoji. V primeru hidropona smo uporabili za kontrolo rast v pitni vodi, za eksperiment pa smo dodali 14 organskih mikroonesnažil v koncentraciji 0,1 mikrograma na liter v pitno vodo. V primeru lizimetrov smo gojili rastline v zemlji, kontrolo smo zalivali s pitno vodo, eksperiment pa je potekal z prečiščeno odpadno vodo iz čistilne naprave Ajdovščina in kot worst case scenario smo obogatili to prečiščeno odpadno vodo tudi z 14 organskimi onesnažili. Med njimi so predstavniki industrijskih kemikalij, zdravilnih učinkovin, hormoni in psihoaktivna substanca. Na levi strani vidimo sliko našega poskusa v hidroponu, ki je potekal tukaj na Biotehniški fakulteti, kjer smo, kot že povedano, uporabili pitno vodo in pa obogateno pitno vodo, ter poskus lizimetrov, ki je potekal v Ajdovščini z prečiščeno odpadno vodo iz čistilne naprave Ajdovščina, ki je bila tudi obogatena z našim naborom 14 izbranih onesnažil, ki so pogosto prisotni v prečiščeni odpadni vodi. Kot kontrolo smo uporabili pitno vodo. Vzorčenje, se pravi, poskus smo nastavili maja-junija, obiranje plodov pa je bilo največ v avgustu in septembru in ta sezono obiranja smo razdelili na 3 obdobja, ker smo želeli pokazati, ali čas izpostavljenosti rastlin tem onesnažilom dejansko vpliva na vsebnost oziroma privzem teh organskih onesnažil. Vzorci so bili liofilizirani in pa pripravljeni v različne kompozitne vzorce. Analiza na organska mikroonesnažila je potekala po ultrazvočni ekstrakciji s tekočinsko kromatografijo sklopljeno s tandemsko masno spektrometrijo. Rezultati so pokazali v primeru hidroponskega poskusa, da je prišlo do privzema 3 izmed 14 dodanih mikroonesnaževal in to sta bila 2 alternativi bisfenola A, to sta BPS in BPF, ter zdravilna učinkovina naproxen. In to je potekalo v rastlinah oziroma plodovih, ki so bili gojeni v obogatenem mediju, to se pravi v pitni vodi z dodatkom izbranih organskih onesnažil. Rezultati za lizimetre so bili podobni. Pravzaprav smo nad mejo kvantifikacije določili BPS, med mejo detekcije in kvantifikacije pa še isti 2 spojini kot v primeru hidroponike. BPS, če primerjamo vsebnost BPS v hidroponiki in lizimetrih, vidimo, da je delež privzema
višji v primeru hidropona. Statistična obdelava podatkov z PCA pokaže razliko, signifikantno razliko pri privzemu organskih mikroonesnažil v sledečih primerih. Razlika je med lizimetri, plodovi, ki so bili v bistvu obrani v rastlinah, ki so rasle v lizimetru, ni bilo pa jasne razlike med 3 različnimi tretmaji v lizimetrih. Razlika je bila med obema hidroponskima poskusoma in pa med lizimetrom ter obema hidroponskima poskusoma. Signifikantne razlike ni bilo med plodovi, ki so bili obrani v različnem obdobju in še enkrat smo potrdili višji prevzem kontaminantov v primeru hidroponike. Izračunali na osnovi podatkov, ki so na voljo, smo ocenili tveganje, ki ga predstavlja uživanje paradižnika, ki je gojen pod temi pogoji. Zavedati se moramo, da je pri oceni tveganja zelo malo podatkov za tovrstna onesnažila in da med spojinami, 14 spojinami, ki smo jih mi preučevali, je referenčna vrednost določena samo za BPS. In na osnovi tega smo ocenili, da za nobeno populacijsko skupino izpostavljenost BPS ne predstavlja tveganja za zdravje. Vendar se moramo zavedati, da smo spustili pri tej oceni že 2 spojini, katere prisotnost smo mi določili, ter veliko število tako metabolnih produktov, kot tudi spojin, ki jih z našo tarčno analizo nismo ciljali. Zato je treba biti previden pri tej oceni tveganja, sploh pa, če se zavedamo, da so možni še kombinatorni učinki. Analiza na elementno sestavo je potekala po mikrovalovnem razklopu z induktivno sklopljeno s plazmo in masno spektrometrijo. Rezultati so pokazali sledeče. Če pogledamo zadnji stolpec, kjer imamo označeno, kateri elementi so se statistično signifikantno razlikovali med kontrolami v hidroponiki in lizimetrih, vidimo, da je v bistvu skoraj v vseh elementih, katere smo sledili, to je v 23, je prišlo do razlike. Ta rezultat je bil pričakovan, saj je razlika med tema 2 kontroloma zemlja, ki je lahko vir teh elementov, ki smo jih določili. Bistvene razlike med lizimetrskimi poskusi ni bilo, tako med odpadno vodo in spajkano odpadno vodo, kakor tudi med pitno vodo in odpadno vodo. Razlike so se pa pokazale v primeru hidropona, to se pravi plodovi, ki so bili gojeni, rastline, ki so bile gojene s pitno vodo, zalivane s pitno vodo in pa spajkano pitno vodo, kjer smo pokazali signifikantno razliko v prisotnosti 7 elementov, kar nakazuje, da je mogoče prisotnost organskih mikroonesnažil v visokih koncentracijah lahko vpliva na v bistvu privzem elementov. In tukaj je še en način prikaza OPLCSDA, statistični način prikaza razlik med različnimi načini gojenja in vidimo jasno razliko med obema kontrolama, se pravi hidropon in lizimetri, zalivani s pitno vodo. Ravno tako vidimo razliko med hidroponom, ki je, se pravi, že spet kontrola in pa spajkana pitna voda. Tudi v lizimetru tukaj vidimo razliko med pitno vodo in odpadno vodo, medtem ko je spajkana odpadna voda in odpadna voda ne kažejo bistvenih razlik. Tudi v primeru teh analiz smo poskusili oceniti tveganja in ponovno med vsemi elementi, ki smo jih določevali, so referenčne mejne vrednosti, referenčne vrednosti določene samo za kadmij in svinc, se pravi naša ocena tveganja, ki ponovno ni pokazala, je pokazala nizko verjetnost pojava škodljivih učinkov na zdravje ljudi v primeru uživanja paradižnika gojenega na vseh 5 načinov, vendar ponovno moramo to vzeti z rezervo, saj smo upoštevali samo 2 elementa izmed vseh 25 določenih in pa vsekakor moramo pridati še učinke, ki so lahko kombinatorni tudi z organskimi onesnažili. In ta del raziskave smo strnili v članek v Journal of Hazardous Materials, ki je bil objavljen lani.
Lep pozdrav, Nina Kacjan Maršič je moje ime, prihajam iz katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo, oddelka za agronomijo. Da je bil paradižnik izbran za modelno rastlino, ni naključje. Gre za vrtnino, ki je najbolj razširjena v pridelavi v svetu. Čez 186 milijonov ton ga pridelamo, največ na Kitajskem, Indija, Turčija. Njegova množičnost pridelave pa verjetno izvira iz njegove uporabnosti, saj ga lahko uživamo kot svežega, kot vir pomembnega barvila likopena, ki je klinično dokazano zmanjšuje pojavnost raka na prostati. Po drugi strani je pa paradižnik zanimiv tudi za predelovalno industrijo. Nekatere države, več kot 90%, na primer Italija, paradižnika pridela zato, da ga predela. Ta prijeten okus mu dajejo organske kisline in pa sladkorji. Kot rečeno, rdečo barvo pa mu dajejo karotenoidi, predvsem likopen, ki se dejansko tvori v celicah perikarpa, ki se nahajajo tik pod povrhnjico. Torej, debelejši je perikarp, potencialno več možnosti bo, da se bo sintetiziral prav likopen. Seveda je pa kakovost plodov, ki smo jo determinirali v pridelku pobranem, na lizimetrski postaji in v hidroponskem poskusu odvisna od več dejavnikov. Zelo močno vpliva izbor sorte. Ponavadi so za svežo uporabo selekcionirane sorte z debeloplodnih paradižnikov, medtem ko industrijo zanima bolj nizek paradižnik, ki ga lahko strojno pobira in se dejansko prideluje na prostem. Ta paradižnik je drobnejšega, manjše mase, bolj intenzivno rdeč, za debelejšo lupino. Torej, tudi rastne razmere so odločujoče, vplivajo na samo kakovost, se pravi na sintezo sladkorjev, kislin, askorbinske kisline in tudi seveda pigmentov. Prav tako je kakovost odvisna od tehnologije pridelave. Kot rečeno, nizek paradižnik se prideluje na prostem, medtem ko visok pa lahko v glavnem v rastlinjakih, bodisi na hidroponskem sistemu, predvsem na kokosovih vlaknih v zadnjih letih ali pa v tleh. Da bi si morda lažje razložili rezultate pridelka, poglejmo najprej klimagram za ajdovsko območje. V tem letu, v letu 2020, je bilo ekstremno vroče poletje, čas, ko je paradižnik rasel, vidimo, da se je maksimalna temperatura mnogokrat dvignila v juliju in v avgustu nad 30 stopinj. Prvo vzorčenje, ki je bilo začetek avgusta, potem nekje po 2 do 3 tednih drugo vzorčenje in zadnje vzorčenje na koncu, že v začetku septembra, je seveda določalo tudi težave, ki so se pojavljale. To so bili močni ožigi, sončni ožigi na pridelku, ki je rastel seveda na prostem. Seveda ni pa bilo, glede na obravnavanja, ki smo jih proučevali, se pravi namakanje z prečiščeno odpadno vodo in pa z pitno vodo, v pridelku ni bilo razlik. Ta izkušnja nam je dala v razmislek, da v bodoče naj bojo raziskave, torej tovrstna raziskava, varovana pod senčilno mrežo, kar smo potem čez 2 leti tudi upoštevali in ponovili. Še bolj drastične rastne razmere so bile v steklenjaku na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete, kjer so maksimumi presegali močno 35 stopinj. In če vemo, da se sinteza likopena zelo močno upočasni nad 32, ustavi pa nad 35 stopinj temperature ploda oziroma zraka, potem nam je logično, da se je zorenje močno zakasnilo tako v konec poletja oziroma v začetek septembra, tako da smo prve plodove lahko šele pobirali v začetku septembra in potem na 7 do 10 dni vse tja do
prve dekade oktobra. Tudi v hidroponu smo ugotovili, da dodani kontaminanti v koncentraciji 0,1 ppm niso imeli značilnega vpliva na sam pridelek. Če pogledamo kakovostne parametre, kjer smo določevali vsebnost sladkorjev, organskih kislin, askorbinske kisline in pa karotenoidov, lahko vidimo, da na lizimetrski postaji, kjer je bila primerjava prečiščene odpadne vode z kontaminanti ali brez in pa pitne vode, torej razlik v vsebnosti sladkorjev nismo zaznali, značilnih razlik. Prav tako niso bile razlike v karotenoidih, se pa je pokazala značilna razlika v vsebnosti organskih kislin. Predvsem dve se pojavljata, citronska in pa jabolčna kislina. Če pogledamo sintezo jabolčne kisline, vidimo, da je njen maksimum nekje približno teden dni pred končno zrelostjo ploda, to je, ko prehaja iz oranžne v rdečo barvo. Torej, in potem pa kot posledica metabolnih procesov in dihanja ta malat močno pade. Statistična analiza plodov pa je pokazala, da so imeli plodovi namakani za pitno vodo malata še nekoliko več kot plodovi namakani za prečiščeno odpadno vodo. Kar nam je dalo nekako v razmislek, da je bila verjetno rast rastlin in pa zorenje plodov v obravnavanih s prečiščeno odpadno vodo nekoliko hitrejša. To smo opazili tudi pri samem vzorčenju, saj smo pri prvem terminu pobrali predvsem plodove iz obravnavanj s prečiščeno odpadno vodo. Plodovi obravnavanja namakanih s pitno vodo so bili še pobrani glavnina v drugem in pa v tretjem vzorčenju. Na vsebnost askorbinske kisline ni bilo vpliva glede na vrsto vode za namakanje, tudi na karotenoide ne glede na to, ali je bila pitni vodi dodana količina kontaminantov ali ne. Slika rezultatov iz hidroponskega sistema pa kaže, da je bila vsebnost sladkorjev enaka v plodovih, kjer so bili kontaminanti dodani oziroma niso bili dodani. Spet se je pojavila razlika v vsebnosti organskih kislin, ki so bili v dodani s kontaminanti obogateni hranilni raztopini nižji, kar bi pomenilo, da so bili plodovi nekoliko bolj zreli. Čeprav smo si prizadevali, da bi zrelost, ki smo jo ugotavljali na osnovi zrele rdeče barve ploda, bila enaka za vse plodove. Dodatek cecov, torej kontaminantov v hranilno raztopino ni spremenil strukture karotenoidov. Torej, če povzamem, namakanje za prečiščeno odpadno vodo v poskusu z lizimetri ni imelo večjih učinkov ne v plus, ne v minus na pridelek, na kakovostne parametre plodov. Pri hidroponskem poskusu je bil učinek zgolj na organske kisline, pri koncentraciji, ki je bila izbrana. Kaj bi bilo, pa še ta koncentracija, kot je Ester povedala, je bila precej velika. Vendar bo Ester zaključila. In kakšno sporočilo želiva poslati domov? Se pravi, tako ocena tveganja, katere pomanjkljivost, zavedamo se pomanjkljivosti, s katero je bilo tveganje uživanja teh paradižnikov je bilo ocenjeno, kakor tudi vpliv dodatka kontaminantov in prečiščene odpadne vode na kvaliteto plodov ni bila tako drastična, kot smo jo pričakovali. Zato smo 2 leti pozneje, se pravi v letu 2022, ponovili poskus in koncentracijo kontaminantov povečali za faktor 10 in tudi nabor kontaminantov smo 14 v bistvu povečali na 28. In tokrat smo še eno novost uvedli, in sicer, da ne bomo analizirali samo tarčno teh 14 oziroma 28 kontaminantov, ampak izvajamo tudi tako imenovano netarčno analizo, ker želimo pokazati vse mogoče metabolite ali pa transformacijske produkte in vse druge kontaminante, ki pridejo lahko iz odpadne vode in doprinesijo k učinku na plod.
Ta poskus smo izvedli v letu 2022 in trenutno poteka evalvacija tako z kemijskega kot tudi z vem kakšnega. Ja, tako. Poteka še vrsta drugih raziskav z ostalimi partnerji v projektni nalogi in na koncu bi se samo še zaključila vsem vključenim v to predstavitev, ki prihajamo iz predvsem Inštituta Jožef Štefan, z Biotehnične fakultete in ostalih članic Univerze v Ljubljani ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kot sofinancerji pa so v projektu Aris Uptake vključenih še 6 čistilnih naprav in Mestna občina Krško. Hvala lepa. Zanimivo predstavitev. Imamo časa za eno kratko vprašanje, in sicer kako trenutna zakonodaja podpira uporabo tovrstne vode za namakanje na večjih površinah namenjenih tržni pridelavi. Leta 2023 je pričela veljati direktiva za ponovno uporabo odpadne vode, ki pa se zaveda v bistvu parametri, katerim je nujno slediti, so zelo klasični. Se pravi, je ta motnost, dissolved solids, BPK in pa mikrobiološki parametri, kot so recimo legionela in E. coli. Zahteva se pa zagotovo uporaba prečiščene vode, ki ima vključeno stopnjo dezinfekcije, ravno iz stališča mikrobioloških parametrov. In tega, po mojem poznavanju, razen Kopra, nima nobena čistilna naprava, vsaj med temi, ki so vključeni v naš projekt. Se pravi, slovenska odpadna voda ne more biti že z tega stališča uporabljena. Je pa direktiva iz lanskega leta predvideva tudi vključenost organskih onesnažil oziroma tveganja, ki ga prisotnost teh onesnažil v odpadni vodi v bistvu lahko doprinese. Vendar, ker je pomanjkljivo poznavanje predvsem učinkov in prisotnosti teh kontaminantov, so dali 5 let časa, se pravi do leta 2028 moramo zbrati dovolj podatkov, da bojo reevalvirali direktivo in vključili tudi te parametre noter. Hvala.